nami je dr. Maja Žumer, pozdravljena, profesorica na Filozofski fakulteti za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Današnji vaš prispevek na kongresu ZBDS je bil res zelo zanimiv, tako da hvala. Govorili ste o tem, da smo knjižnice dobile konkurenco na spletu z iskalniki, z Googlom in na kakšen način lahko v bistvu knjižnice postanemo še bolj konkurenčne tem iskalnikom? No, se tu pravzaprav ne gre za tekmovanje direktno, zato ker verjetno Googla tudi knjižnice ne bodo premagale. Gre za to, da pa vendar nastopimo v kontekstu semantičnega spleta tudi knjižnice kot pomembni akterji, ravno zato, ker knjižnice ustvarjajo in vzdržujejo ogromne količine zelo kvalitetnih podatkov, ki jih nihče drug ne. In bi bilo prav, da že same knjižnice izkoristijo te podatke boljše, da jih ponudijo uporabnikom na tak način, da bodo dejansko uporabljali knjižnične kataloge, pa da potem odprejo te podatke tudi drugim področjem, drugim sferam in s tem še utrdijo v resnici svojo vlogo kot pomembnega akterja pri organizaciji informacij. In zdajšnji katalogi, to kažejo raziskave, niso zelo popularni, ljudje jih ne uporabljajo radi, mislijo, da so komplicirani, težki, niso zadovoljni z rezultati in tako naprej. In tu je dejansko treba nekaj narediti, kar pomeni, da z tem razvojem, ki se zdaj dogaja, z novimi modeli, z razmišljanjem o tem, kaj uporabniki v resnici rabijo in kaj pričakujejo, se bomo temu približali in model, o katerem sem jaz govorila, torej IFLA Library Reference Model, dejansko točno o teh stvarih govori in zato predstavlja osnovo za nove, izboljšane bibliografske informacijske sisteme. To je v bistvu o tem, da mi kot knjižnice te metapodatke že imamo, samo da jih ne znamo dobro izkoristiti. Veliko je tega, ne? To so recimo res bibliografski in normativni podatki, so izredno bogati, konsistentni, kvalitetni in recimo ravno normativni podatki so en primer, kako ne izkoristimo dovolj potenciala, ne? Ti podatki so nekje shranjeni, so sicer ena podpora sistemu, ampak uporabnik jih ne vidi, pa bi bili nedvomno zanimivi. Ne? Ja, to smo se že pogovarjali, ampak tako da ne bi znali nekako to začeti. In to velja tako za recimo te normativne podatke za osebe in korporacije, kot recimo tudi za predmetne oznake, ne? Kjer recimo že imamo sisteme, ki pokažejo predmetno oznako v kontekstu in tako naprej. Ne? Tudi govorili ste o tem, da v bistvu delovno mesto katalogizatorja bo postalo v bistvu bolj kreativno in ustvarjalno. Nedvomno. No, jaz bi že rekla, da bi že zdaj pravzaprav je in bi moralo biti kot tako bolj razpoznano. Ker v resnici, če bi bila katalogizacija samo prepisovanje iz knjige, no, da poenostavim, potem tega ne bi rabili. Ne? Potem bi mi poskenirali knjigo in bi avtomatski algoritmi to že vnesli. Ampak to še zdaleč ni dovolj. Ne? V resnici mora katalogizator na vsakem koraku razmišljati, komu je to delo namenjeno, kdo ga bo rabil, s kakšnimi kriteriji ga bo iskal in kaj v resnici mora vedeti, da se bo odločil med različnimi verzijami, katera je tista, ki je najbolj primerna za konkreten kontekst, konkretne potrebe. Tako da ja, teh podatkov je že zelo veliko v resnici vnešenih. Kakšni, ki bi bili pa dovolj trivialni, pa tudi manjkajo. Ne? Jaz sem recimo omenila podatek in to kažejo tudi raziskave, da ljudje recimo ne zvejo, da ima nek roman nadaljevanje. Ja, to ste omenili, ja. To je res zanimivo. Ali pa pride domov z eno knjigo in gotovi, da je to del 2 od nečesa. Ja, to se tudi omenili. To so recimo stvari, ki so zelo enostavne tudi v okviru zdajšnjih sistemov in zdajšnjih orodij. Tako da, kakšnih stvari je pa zdaj malo težje, kakšnih relacij ni tako enostavno. Prvič ugotoviti, potem pa tudi vnesti in pri tem prikazati pri sistemu.
Se pravi, je tudi sodelovanje med informatorji in katalogizatorji verjetno. To pa teh povratnih informacij bi moralo biti več. Ja, tu jaz mislim, to se tudi pokaže. To je recimo tudi pri tej raziskavi, ki je zdaj moja mlada raziskovalka prikazovala, je opazila veliko razliko med katalogizatorji, ki delajo tudi na informacijah in tisti, ki delajo samo pri katalogizaciji. Da tisti, ki delajo na informacijah, so večkrat opozarjali na kakšne stvari, ki so pomembne za uporabnike.